Danes v Pomurskem dnevniku vse več zaposlenih po socialno pomoč. Ponovno bodo govorili bobni. V hudem trčenju poškodovani 2 osebi. Prekmurski praznik v Ljubljani. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Kljub temu, da je stopnja brezposelnosti v upravni enoti Murska Sobota padla, vse več ljudi potrebuje pomoč. Medtem je vse več ljudi zaposlenih, ki ne zmorejo plačevati nujnih življenjskih stroškov. Center za socialno delo Murska Sobota je na včerajšnji tiskovni konferenci predstavil statistične podatke o stanju na področju sociale na območju upravne enote Murska Sobota v letu 2016. Na državni ravni se v letu 2016 je poročalo, da se je brezposelnost zmanjšala, da se je zmanjšala stopnja tveganja revščine tudi v naši upravni enoti, ki jo Center za socialno delo Murska Sobota pokriva, vendar nažalost tega pozitivnega preobrata mi pri delu, pri strokovnem delu pa na terenu še v bistvu nismo zaznali. Še vedno je več prejemnikov denarnih socialnih pomoči kot prejšnje leto, oziroma se tole ni zmanjšalo, tako da mesečno beležimo 2500 prejemnikov denarne socialne pomoči. Vlagatelji za socialno pomoč niso le brezposelni, ampak žal tudi zaposleni in upokojenci, ki ne zmorejo poravnati tekočih obveznosti. Vedno več se pa na nas obračajo tudi družine, kateri starši so zaposleni, saj eden od njih, in prejemajo minimalno zajamčeno plačo, ki je v letu 2016 znašala 790 evrov in z tega težko preživijo in jim v bistvu potem pomagamo, da pošljemo otroke na letovanje, preskrbimo šolske potrebščine, uredimo botrstvo, uredimo paket oziroma darilo ob praznikih v mesecu decembru. Center za socialno delo Murska Sobota upravlja tudi svetovalno vlogo, delajo pa tudi na preventivi. Ker center upravlja v okviru 20% naše osnovne dejavnosti tudi svetovanje, je v bistvu število ostalo na enaki ravni. Dosti smo pa delali tudi na preventivi na področju nasilja v družini, ker se je spremenil tudi zakon. Imamo na centru skupino za nasilje, ki v bistvu ozavešča in nekako spodbuja ničelno toleranco do nasilja, da bi bila tudi v okolju čim bolj sprejeta. V letu 2016 je bila narejena tudi evalvacija programa oziroma regijskega izvedbenega načrta za 2016 od leta 2014 do 2016. 2 osnovni pridobitvi sta materinski dom, Lazarjev dom. V bistvu je pa evalvacija pokazala, da bi še bilo potrebno nekatere programe v naši regiji tudi, oziroma v naši upravni enoti ustanoviti. To so na primer mladinski dom, razdeljevalnica hrane, potem svetovalni center za otroke in mladostnike, tudi kapaciteto za brezdomne osebe oziroma več stanovanj za brezdomne osebe, ki bi tudi potrebovale več tega. S 1. januarjem so začeli z novo organizacijo dela, predvsem pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ljudje oziroma vlagatelji zdaj lahko po novem vlagajo vloge ne po prvi črki primka, ampak po občinah, pa tudi s 1.2. imamo organizirano prvo socialno pomoč za osebe, ki prejemajo materialno pomoč. Bi pa še mogoče tukaj dodali, ker s tem tudi nekako želimo bolj približati našo delo, predvsem pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev uporabnikom, želimo več hoditi na teren in se približati tudi lokalni skupnosti, v kateri živijo. Vsekakor je nekako prvi mesec zaznamovalo tudi v spremembi zakonodaje, kar se tiče varstvenega dodatka. Tukaj smo dosti ozaveščali ljudi, da lahko, ko zdaj več ni zaznambeno premoženje, da lahko ponovno dajo vlogo. Center za socialno delo Murska Sobota želi v tem letu delati predvsem na preventivi, kar se tiče nasilja in v luči reorganizacije, ki jo bodo realizirali v začetku naslednjega leta. Miran Celec ima v prostorih Mika že 16 let dobro obiskano bobnarsko delavnico, Govoreči bobni. V tem obdobju se je pod njegovim mentorstvom v bobnanju preizkušalo okoli 300 udeležencev, ki so nastopili na več kot 70 nastopih, tudi v tujini. Tudi ta vikend pripravljajo produkcijski nastop. Več nam bo povedal Miran Celec. Lepo pozdravljeni. Torej, kaj pripravljate v Miku? Pripravljamo 16. šolski nastop bobnarske delavnice Govoreči bobni.
to pripravljamo. Ja. Torej, v Miku spodaj v kavarne, ne zgore kot prejšnja leta v igralske dvorane, to leto smo se pač tako odločili. Kdaj pa bo? To bo jutri, v petek ob 19. uri. Gosti nam bodo gitarska delavnica, tudi Mikova, pod mentorstvom Tadeja Ropoše. Torej, glede programa, to boste pač prišli, pa boste videli, kako je potekalo. Kdo pa bo vse nastopil? Nastopili bodo mojih trenutno 10 učencev, plus gosti iz prejšnjih časov, torej že prekaljeni bobnari, ker so se pri meni naučili, boste videli, kjer bodo. Torej, Črt Črnjavič, Alen Krajnc in Miha Pozdelec. No, lepo. Delujete že 16 let, v čem je skrivnost, da ste tako uspešni? Je kakšen recept? Recept, kaj ti jaz vem, recept, moraš stvari vložiti noter maksimalno, kot pri vsakem delu. Ne sme biti prevare, po mojem. Na konci pa, če imaš to znanje, je, hvala Bogu, je dobro, ka non-stop gojiš, pa daš nekam drugim. Tak bi jaz, naprimer, na kratko. Torej, 300 udeležencev ni majhna številka. Ste na koga še mogoče posebej ponosni? Še več kot 300 jih je šlo skozi, ja, ker je to 16 let, to je že kar, ne. Ponosen sem, kaj ti jaz vem, na enih 5-6, tak bi jaz rekel, pa ne vem za imena, eden je v Maribori, ajde tega bom omenil, to je Miha Horvat, te tu po Soboti, po Prekmurju enih pravim 6-7 jih je, tudi ker že špilajo aktivno pri bendih, ne bi kaj bi te drugi malo bili. Dobro, v redu. Kje pa si obiskovalci lahko kupijo vstopnico? Vstopnice ni. A vstopnice Prosti ni? stop. Zdaj, če bodo dali kakšno idejo o prostovoljni prispevki, to je to, ne, to imam, vsi palce kipno, pa opne. Torej, kdaj bo še enkrat nastop, da bodo gledalci vedeli? Ok, torej jutri, to je 10. marec, ob 19. uri Mik, klubski prostori spodaj. Dobro, v redu, hvala. Na vpadnici v Mursko Soboto je včeraj nekaj čez 5. uro popoldne prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri sta se poškodovali 2 osebi. Včeraj okrog 5. popoldne sta na cesti Murska Sobota-Bakovci pri trgovini Tuš trčili osebni vozili. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota so zavarovali kraj nesreče, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s bojnimi sredstvi posuli motorne tekočine in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu poškodovanih oseb, ki sta bili odpeljani v splošno bolnišnico Murska Sobota na zdravljenje. Na avtomobilih je nastalo za 7.000 evrov škode. Po besedah očividcev naj bi prišlo do čelnega trčenja med osebnim vozilom znamke Mercedes-Benz serije A in vozilom Fiat. Sinoči je v festivalni dvorani v Ljubljani potekala tradicionalna, že 60. Bujta repa, prireditev, za katero bi se lahko reklo, da je praznik Prekmurcev v Ljubljani. Na prireditvi pod okriljem kluba prekmurskih študentov so se ponovno zbrali in družili prekmurski in ostali študentje, gospodarstveniki, politiki in drugi gostje iz slovenskega in pomurskega javnega življenja. Delo študentskih klubov se vedno prilagaja aktualnim razmeram in to, ko se Bujta repa letos streže že 60-ič, je res nekaj posebnega. Temu ne bi bilo tako, če ne bi mi vsi prekmurski študenti imeli enega istega skupnega cilja. In to je pač povezovanje Prekmurcev v Ljubljani, druženje in pa cilj navdušiti tudi ostale študente za prekmursko kulinariko in kulturo. Že lansko leto sem imel možnost, da sem bil tukaj z svojim sinom, danes ga ni. Če bo vse po sreči, bom drugo leto tukaj za svojo hčerko, Barbara tudi poskrbi. In moram reči, da lansko leto smo povedali takole. Če bo Barbara, če bo klub prekmurskih študentov potreboval kakšno pomoč, vrata v sosednji stavbi, kjer je pač centrala
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so za klub prekmurskih študentov vedno odprta. 60. Bujta repa se je letos pričela z večerjo ob 19. uri, med katero je prisotne spremljala glasbena skupina Etnotrip. V koncertnem delu s pričetkom ob 22. uri pa so udeležence zabavali glasbene skupine Veški dečki, Vlado Kreslin z Malimi bogovi in Rock'n Band. No, tako so se zabavali študentje do zgodnjih jutranjih ur. Sistem hitrega obveščanja o nevarnih izdelkih na skupnem evropskem trgu Rapex je objavil obvestilo o odpoklicu izdelka s tržišča. Gre za otroško stajico Royal My Little Bear italijanskega proizvajalca Brevi, ki jo je v Slovenijo uvažalo podjetje Baby Center. Stajica se je tako prodajala tudi v murskosoboški trgovini z otroško opremo. Med varnostnim preizkušanjem stajice za domačo uporabo so ugotovili, da ne zadošča varnostnim zahtevam, saj ni opravila preizkusnih metod. Stajica namreč ni dovolj stabilna, zato obstaja tveganje, da se ta prevrne, pri čemer lahko otrok utrpi hude poškodbe. Kupec naj takoj preneha z uporabo proizvoda. Proizvod lahko vrne prodajalcu in zahteva vračilo kupnine. Še svetujejo pri Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije. Obvestilo so obravnavali tudi na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, kjer so o tem že obvestili uvoznika v Slovenijo. Ta je izdelek prostovoljno umaknil s trga in o nevarnosti izdelka že obvestil svoje kupce. Ste vedeli, da so čebele v okolju vredne na območju Pomurja med 10 in 15 milijoni evrov, v Sloveniji pa med 100 in 140 milijonov evrov? Da ena čebela dnevno izleti iz spanja 17krat in da let traja cirka 10 minut in da v tem času oplodi skoraj 100 cvetov? Na leto ena čebelja družina opraši 1 milijardo cvetov. Vodja oddelka kmetijske svetovalne službe ter specialist za travništvo in predelovanje krme Stanko Kapun bo več dejstev o čebelah in kakšne so gospodarske priložnosti v čebelarstvu povedal v nocojšnji oddaji Po sledeh napredka. Njegovo ozko raziskovalno področje je seveda najbolje povezano z travami, je pa eden prvih pomurskih funkcionarov pa pridelovalcev meda. In na tom področju je seveda njegovo znanje tudi face bogato, no z dnešnim predavanjem, da nam pa pokazal tudi, kakšne bi pa lahko bile gospodarske priložnosti medarstva. Kaj se da z tega meda napraviti in predvsem na način, ko bi se od tega dalo čim boljše živeti. Spletni medij sobotainfo.com poroča, da je 228 delavcev, večinoma žensk, v ponedeljek dobilo odpovedi. Katero podjetje je tako masovno odpuščalo, si preberite na sobotainfo.com, mi pa si oglejmo še kratke novice. Zvečer in ponoči bo prehodno bolj oblačno, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli pretežno jasno vreme s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 12 stopinj, v Murski Soboti in Radencih pa 13 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo prehodno bolj oblačno, predvsem ponekod v severni in vzhodni Sloveniji bodo občasno manjše krajevne padavine, deloma plohe. Proti jutru bo ponekod že zapihal severni veter in zjasnilo se bo. Jutri dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa v notranjosti Slovenije delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in lahko bodo nastale kratkotrajne manjše plohe.
Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, ki se bo zvečer na Primorskem obrnil v burjo, v noči na soboto pa oslabel. Jutranje temperature se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale med 3 in 4 stopinjami Celzija, dnevne pa se bodo gibale med 11 in 12 stopinj. V soboto bo sončno, veter bo ponehal. V nedeljo bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu, občasno tudi pretežno oblačno. Jutranja temperature v naših krajih se bodo gibale okrog 3 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 12 stopinj Celzija. To smo vam pripravili danes. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V našo družbo ste vabljeni še naprej in lep dan.